Vsi na krov! Kapitan kliče! Vse moštvo na krov! Vsi na krov! Kaj si je stari spet izmislil? Sredi noči nas budiš, to tlačeno nogi. Strele njega in njegovega. No, okej. Kapitan, moštvo je zbrano. Hej, poslušajte vi, morski psi. Pred nami je velik trenutek. 10 let sem čakal dan. Baba sem izsledil. Da, baba. To je tisti Bob, ki je po smrti kapitana Flinta ukradel načrt njegovega skritega zaklada. 10 let sem ga iskal. Zdaj sem ga končno zval. Zato smo tudi zasidrali to našo barko tu v tem samotnem zalivu. Pozval sem bila na kopno, res je našel baba mrtvega, včeraj je umrl. Morda je tako še bolje. Tamle v krčmi pri admiralov Benbowu je preživel. Kje? Nič ne vidim, ko je taka tema in še to prekleto vreme. Tamle na griču se vidiš luč, ti je gulja poslušera. Dobro si je zbral, Bob. 4 uro od vasi in 3 milje od mesta. Samo 2-3 raztresene hiše v bližini. Mislil je, da ga tu ne bom našel, a se je zmotil. Odredmo treba v hišo, odkrit, kje je načrt in potem po zaklad. Razumeli? Dick, Tom, Ibat, pripravite čovne. Malo udrinjete na kopno, po načrt gremo. George! Da, kapitan! Poskrbi, da bo ladja lahko takoj odplula, brž ko se vrnemo. Da, kapitan! In da si nihče ne prežge pipe. Ladja mora biti v popolni temi. Razumeli? Mi pa! Na čovn! Si dobro zaprl vrata, Jim? Brez skrbi, mama. Zapahnil sem jih. Taka nevihta. Kar tesno mi je pri srcu. In oknice tudi nisi pritrdil, kar naprej lupota. Pozabil sem, mama. Bil sem na obali in... Ujel tisto jadrnico. Kako le moraš biti tako nor na ladje in na morje? Ko bom velik, bom mornar. Tako, mornar boš seveda. In na stara leta boš popival in umrl v kakšni krčmi, tako kakor tisti bil, ki smo ga včeraj pokopali. In še Dožan mi je ostal po vrhu. Zakaj pa ne vzameš njegovih stvari? Saj nima nikogar. Glej, no, na to še pomislila nisem. Veliko skrinjo je imel v svoji sobi. Poglejva, kaj je v njej. Čakaj, bom jaz nesla svečo. Ključ od skrinje je nosil vedno s seboj, na debeli verižici. Ko je umiral, mi ga je stisnil v roko. Tu je, odpriva skrinjo. No, daj. Nič posebnega. Cunje in orožje. Vrečka. Denar. Vse kaže. Glej. Res je denar. In kakšen? Turške pare, angleški funti, holandski goldinari in francoski zlatniki. Kdo bi se spoznal iz tega? Potem sva bogata. O ne, le toliko vzamem, kolikor nam je bil možak dolžan. Natančno sem si vse zapisala. 176 tolarjev in 11 grošev. Ostalo dam županu. Morda se pa le najde kje kak dedič. Mama, poglej, kaj sem našel. Kaj? Zavitek, okoli je voščino platno, 3-krat prevezano in zapečateno. Daj, da potipam. Samo papirji. Morda njegov rojstni list, če ga sploh imel.
Nekdo trka. Tu neki je. Hitro, zapri skrinjo. To neki je to. Pa v takem vremenu in v tej uri. Jim, hitro spravi denar. No, levo kaj? Kaj smrza to zole? Odprite se naprej! Joj, to ne bo nič dobrega. Teci hitro k sosedu, Jim. Doktor je Livesiju. Naj pride s slugami. Volite! Čakal, razvijte vrata! Skoči skozi okno. Ne, bolje bo skozi zadnja vrata. Skozi luknjo živim mi. Glede, te nihče ne najde. Že grem, zavitek s papirji vzamem s seboj. Saj že grem. Jo, Zakaj nisi takoj odprla ti? Toplica! saj, Šovči! Kradeš? Po tvoji skrini vrskaš, a? Bog varuj, le svoje. Svoje ti bom že dal. Dik, poišči načrt. Ja. Ničesar ne najdem. Samo cunje so tu. Poišči. Načrt mora biti tu. Ti vešča, kam si skrila načrt? Kakšen načrt? Še pretvarjala se boš. Kapitan, Kaj je? Jož Viška. Nevarnost. Kaj je, Joe? Nekaj ni v redu, iz sosedne hiše gredo ljudje, več jih je pa bakle nosijo. Sem gredo! Zavragali, kako so to zvedeli. Da bi te kuga. Kam si skrila načrt? Jaz nisem ničesar skrila. Bežimo, Silver, zadnji čas je. Strela v glini, Jambor. Pred nosom mi odnesejo tak plin. To mi boste drago plačali. Gremo! Hico! Potem sva prišla z doktorjem v hišo. Nikogar ni bilo. Le mati je ležala v nezavesti. Da, in v sobi, v kateri je umrl mornar, je bilo vse razmetano. Doktor, ali ste zato prišla k meni, da mi pripovedujete strašne zgodbe? Veste kaj? Ne zato, mister Strelevni. Rada bi vas nekaj vprašala. No, da dam z besedo. Ste slišali morda kdaj za Flinta? Če sem slišal? Za koga me pa imate? Kdo ni slišal za gusarskega kapitana Flinta? Celo videl sem ga. Žal le odaleč. Drugače bi odklenkalo njemu in njegovi tolpi. Ali bi bil bogat? Če je bil bogat, najbogatejši vseh gusarjev je bil. Ali mislite, da je za šalo nosil glavo na prodaj? Ogromen zaklad si je nagrabil. Ja, pa kaj hočete s tem? Nič. Ključ imava do Flintovega bogatstva. Načrt njegovega skritega zaklada imamo. Doktor, ali imate vročino ali kaj? No, kje ste pa iztaknili tisti vaš načrt? Ta načrt so iskali skrivnostni napadalci v gostilni pri generalu Bembovu. Voščeno platno je bil zavit in Jim jim ga je pred nosom odnesel. Še nihče ga ne videl. Samo Jim in jaz. Vi ste tretji. Daj, pokaži načrt, Jim. Tukaj je. Otok. Da, otok. Vsi podatki so tu. Poglejte, geografska širina in dolžina, globina morja, zalivi, prelivi, skratka vse, kar potrebuješ, da najdeš zaklad. Poglejte sem, tu je črn križ in zraven piše Flintova koliba. Ja. In tu, 3 rdeči križci, napis Flintov zaklad. Doktor, čestitam, sijajno zadevo ste odkrili. Kdaj odrinete, doktor? Prav zato sva prišla. Denarja nimava. Ste pripravljeni pomagati? Seveda, na konec sveta grem, če je treba. Torej velja. Velja, še danes odpotujem v Bristol in kupim ladjo, najboljšo, in najamem mornarje, najboljše. Doktor, vi potujete seveda z nami. In Jim? Tudi Jima vzamem sabo, to je jasno. Samo, če me bo mama pustila. Tole meni prepusti, A ji bom že pregovoril. Umor niti besede o zakladu, doktor, niti Jimovi materi. Razbojniki, ki so iskali načrt, ne bodo mirovali. Zato moramo močati, razumete? Seveda. Jasno. Če pojde vse po sreči, bomo čez 14 dni že na morju. Bodite pripravljeni, pisal vam bom. Prav, pojdiva, Jim. Nasvidenje, mister Trelendi. Nasvidenje. Čuden kraj si je izbral mister Trelevni za sestanek. Tudi meni ni preveč všeč. Ko bi vsaj natančneje opisal pot, ne pa kar tako.
Pojdite ob obali, dokler ne pridete pred krčmo z izobešenim daljnogledom. Doktor, bo tisto. A, verjetno. Za izvesek ima medenina z daljnogled. In tudi napis je tu. Pri daljnogledu. Bo kar prava. Vstopiva. Še kar čedna krčma. Kako ne ga najdemo v takem dimu? To je pa res hud tobak. Hej, doktor! Doktor! Dim, hej, kar sem? A, tukaj ste. Pozdravljeni. Zdravo. Dober dan. Zdravo, Jim. No, sedimo. Hvala. Kako je z ladjo? Vse v najlepšem redu, doktor. Jutri lahko odplujemo. Lep škuner, Espanjola, 200 ton. In moštvo? Tudi čaka. Z njim je bilo malo težje. Kakih 20 mož sem potreboval. Komaj pol ducata sem jih nalovil. Če bi ne bilo Johna Silverja, bi verjetno ne opravil nič. Kdo pa je to? John Silver. Lastnik tele krčme. Odličen mož, pravi biser vam pravim. Tam je v 2 dneh pripeljal celo posadko. Same stare mornarje. Odpustil sem tistih nekaj, ki sem jih bil prej najel. Zdeli so se mi v primeri s Silverovimi, pravi zelenci. A poglejte moža, ki prihaja. To je John Silver. Silver, stopite bliže. To je brez noge. Ni zato, mladi mož. S tole berglo si odlično pomagam. Pozdravljeni. Doktor, tale bo naš ladijski kuhar. Štel si bomo čast. No, prinesite še 2 kozarca za moja prijatelja. Takoj. Kar prijetno, moža. Ko boste videli, kaj vse zna, boste še bolj zadovoljni, doktor. Tako čudno znan glas ima. Tu so kozarci. A, še vi prisedite, Silver. Tudi vam se bo prilegel kozarček. Prav rad, ne natočim. Silver, dobro si oglejte tega mladega moža. O, vidim ga. To je Jim, vaš pomočnik v kuhinji bo. Ne bodite prestrogi z njim, prvič gre na morje. Nič hudega, pravega pa morščaka bom napravil iz njega. Potrudil se bom, mister Silver. Kar Silver mi To reci. je doktor Livesey, naš ladijski zdravnik, ki nas bo reševal, če bomo dobili krčo v želodcu od vajnih dobrot. Upam, da ne bo treba. Zdaj pa izpimo, da bi uspešno in srečno končali naše potovanje. Na zdravje! Na zdravje. Naprej. Dovolite, da vstopim. O, kar naprej, kapitan Smole. Rad bi govoril samo z vami, mister Trelavni. Prosim. Pred doktorjem Liveseyjem nimam skrivnosti. Kar govorite, kapitan? Kratek bom. Tale vožnja mi ni všeč. Moštvo mi tudi ni všeč, prav tako mi ni po volji počas. Za vraga, na koncu boste rekli, da vam tudi jaz nisem všeč. Počasi. Pomirite se, mister Trelevni. Kapitan, vi pa malo natančneje razložite svoje pomisleke. Bom. Dobil sem zapečateno povelje. To se pravi, da moram ladjo voditi, kakor mi boste ukazali. Torej ne poznam cilja, čeprav se kapitan in jadramo že tedne. V redu, tak je dogovor. To dalje je potem prav, da vsak mornar več ve, kakor jaz. Kaj pa vedo? Da gremo po zaklad. Celo to vedo, da je na otoku in kje ta otok leži. Mister Trelevni, komu pa ste vse pravili o tem? Jaz? Nikomur. Res ne. Samo Johnu Silverju sem namignil, po kaj gremo. Silver pa je zanesljiv mož. Celo to vedo, da imate načrt otoka, v katerem je označeno mesto, kje je skrit zaklad. Tega nisem nikomur povedal, tudi Silverju ne. Mornarji pa za to vedo. Verjetno jim je Jim kaj sklepetal. Presmeti smrkavec. Nazaj ne moremo, zato dovolite, da vam nekaj svetujem. Skrite dobro svoj načrt. Prenesite vse orožje in smodnik v svoje kabine. Ali menite, da bi se mornari lahko uprli? Tako bo bolj varno. To je vse. Biti moramo previdni. Nasvidenje. Kaj pravite k temu, doktor? Meni se njegova črnogledost zdi že strahopetnost. Poštenjak je. No, upajmo, da bo vse v redu. Še dan, 2 pa bomo na otoku. Silver! Tepec, ko si me prestrašil. Preti že možgani pešajo, da se razkrivati kot otroci. Sam si rekel, naj se preveč ne družimo s teboj. Zaradi kapitana in drugih, da česa ne zasudijo. Zato sem se razkril za sod. Tudi taka doktorjeva novotarija. Jabolka je vzel s seboj za napot, za posadko, da bi ostali zdravi. Tobornari rum, ne pa jabolka, da bi jih morski pes požrl. Silver, Aj, ljudje sprašujejo, kdaj se bomo uprli.
Žorž pravi, da bi se že morali. Res je že zadnji čas. Tako, zadnji čas. Taka zelenca kot sta ti in George bo se učila Flintkovega gusarja, da je pravi čas. Do grla sem že sit tega kapitana. Vedno oprezuje za nami. Rad bi že ležal v njegovi posteli in pil njegov rum. Počakaj, tudi to še pride. Zdaj še moramo čakati, razumeš? Čakati. Še dolgo? Čim kasneje bomo udarili, bolje bo. Vsi vemo, da je zaklad na otoku. Toda kje je, ne ve nihče. Vse tiste, ki so zaklad zakopali, je Flint dal pobit. Načrt pa ima Trelawney ali doktor ali kapitan ali pa celo Jim, kaj veš. Pustili bomo tem gospodom, da zaklad sami odkopljajo in prenesejo na ladjo. Potem pa bomo obračunali z njimi. Aha, ja. Nihče od njih se ne bo vrnil živ v Anglijo. Se ti zdaj že malo svita, a? Malo že. Potem pa zgini. In drugim povej, da moramo še čakati. Če loviš ribo, moraš biti potrpežljiv. Mister Trelawney, klicali ste me. Kapitan, nekaj vam moram povedati. Poslušam. Prav ste imeli. Tale posadka je prava sodrga. Upreti se hočejo. Odkot veste? Jim je ravno kar slišal. Kje? Na krov sem šel po jabolka, ker je soda skoraj čisto prazen, sem zlezel van, da bi pobral še tistih nekaj jabolk, ki so na dnu. V tem prideta dva moža. Nista me videla in sta se menila. Kdo je bil? Silver in še eden, mlajši. Po glasu ga nisem spoznal. In kaj sta govorila? Da se bodo uprli, ko bomo imeli zaklad in da nas bodo vse pobili. Silver, sem si kar mislil. Kaj naj storimo, kapitan? Ohraniti moramo mirno kri. Nikomor ne smemo pokazati, da kaj vemo. Medtem bomo že našli rešitev. Kopno! Kar nenadoma se je pokazala suha zemlja iz megle. Kopno! Čite smo že pred otokom, kaj naj storimo, kapitan? Počakajte v kabini in se nikamor ne ganite. Jim, tudi ti ostaneš tu. Jaz grem k mornarjem. Že vem, kaj bom storil. Zbral sem vas, da vam povem nekaj besed. Na cilju smo. Tole, kar vidite, je otok, na katerega smo namenjeni. Med vso vožnjo ste se dobro držali, zato vam dajem izredni dopust. Dovolj vročine ste pretrpeli na ladji, na otoku so pa senčni gozdovi. Greste lahko na suho in se malo sprehodite. Tudi star mornar ima rad trdna tla pod sabo. In soček ruma vzemite s seboj. Mister Trelawney vam ga poklanja v zahvalo za vaše delo. Ura za kapitana! Ura! Ura! Zdaj pa! Čaule! Ne pozabite na rum! Na mrtvega moža za boju in polna steklenica ruma. Pijača in vodič sta izpravila sveta. In polna steklenica ruma. In polna steklenica ruma. Mister Trelawney, so že na otoku. Kako da bi nas to rešilo? Prosim? Nič. Odšli so, mister Trelawney. Vem, in kaj sedaj? Tako je treba nekaj ukreniti. Nikar prenaglo. Mar niso vsi odšli? Ne, niso tako neumni. Trije so ostali za stražo. Silver je bolj premeten, kot se zdi. Kaj predlagate, kapitan? Imam že načrt. Zadnjič ste mi pokazali zemljevid otoka. Da. Temeljito sem ga proučil. Na njem je označena neka utrdba, Flintova koliba. No in? Z daljnogledom jo lahko vidite. Stopite k oknu. Trdna je videti. Obdana je s palisado iz debelih brun. Okoli nje je izsekana jasa, tako da se ji nihče ne more neopaženo približati. Prav Ali imate. vidite? Prav imate. Torej, vi predlagate, kapitan? Tu na ladji gusarjem ne bomo kos. Tam pa se jih lahko obranimo. Brez vode ne bomo dolgo zdržali. Na Flintovem zemljevidu je narisan v sami utrdbi studene. Samo, če je res tam. Upajmo. Kako pa bomo prišli tja?
Gusari so odpeljali vse čovne. Rešilni čovn je poln hrane, najprej prenesemo še orožje in strelivo, potem se skrivaj odpeljemo na otok. Straža? Tudi na to sem mislil. Uspelo mi je spraviti k straži enega svojih ljudi. Joyce mu je ime, močan je ko bik. Vsi mu gredo raje spod, tako da bi prišli na vzkriž z njim. Ta bo zvabil ostala dva, zgrabimo ju, zvežemo, pa smo prosti. To ni slaba. Torej soglašate? Da. Potem pa na delo. Vzemite orožje in za mano. Pazite. Joyce. Tukaj sem, kapitan. Kje sta? V kuhinji pijeta, orožje nimata. Hitro. Dva med vrata, dva k oknu. Hej, vidva, ne pridi prava. Roke k višku. Mi smo štirje. Vsak ima 2 pištoli. Čas se kdo li malo premakne, ga pihnemo. Joyce, zveži ju. Še noža nimam. Silver vam bo že pokazal. Joyce, pribeži ju k jamboru. Potem odrinemo. Pane, Trdba je pravi raj. Tu smo čisto varni. Poglejte, kako močan je zvir. Da, in kar je najvažnejše, ograja. Vsaj 6 čevljev visoka. Ta nam bo varna obramba. Mislite, da nas bodo napadli? Skoraj gotovo. Se nimajo skoraj nič streliva. Dobro se je spomnil kapitan, da ne pomečemo v morje vse orožje, ki ga nismo mogli vzeti seboj. Tako. Pregledala sva vso okolico, ali ne, Joyce? Da, nikjer žive duše. Gusari so na oni strani gozda in še ne vedo, da smo jim ušli. Po čem to sodite, kapitan? Drugače bi nas že iskali. Silver ve za to v Trdbo in takoj bo pomislil, da smo tu. Zvečer se bodo vrnili na ladjo in tam našli zvezana stražarja. Jutri pa smo lahko pripravljeni na napad. Ali ste prepričani, da jih bomo odbili? Če bomo pametno ravnali, gotovo. Prostite, gospodje, da se vmešamo v razgovor. Meni se zdi, da mora tako borbo nekdo voditi in da ima naš kapitan največ izkušenj. Joyce, iz ust ste mi vzeli besedo. Sam sem hotel to predlagati. Kaj mislite vi, Mr. Trelawney? Soglašam. Prav, potem ste odslej pod mojim poveljstvom. Tudi ti, Jim, da mi jo ne boš kam odkuril. Brez skrbi, kapitan. Torej, poslušajte. Doktor pojde po drva, nabira pa na jih samo na obrobu jase, tako da je lahko vsak trenutek nazaj in da ga lahko branimo tu. Joyce, ti boš pazil na vzhodno, vi, Mr. Trelawney, pa na zahodno stran jase. Jaz pa bom splezal na skale za utrdbo. Od tam bom prej zagledal gusarja, če bi prišli. Ti, Jim, pa boš za kuharja. Ste razumeli? Razumeli. Potem na svoja mesta. Mož na mrtvega moža zaboju. In polna steglica ruva. Pijača in hudič sta jih spravila sveta. In polna steglica ruva. In polna steglica ruva. Tako dobre volje, še svoj živ dan nisem bil. Škoda le, da še nimamo zaklada. Ker si mislil, da se boš kar ob zaklad spotaknil, ko prideš sem, To ne. Ne razumem pa, zakaj jim že ne vzamemo tistega načrta. To sem ti že oni dan povedal, ti posušena ostriga. Poslušaj me, če ne nekaš godarnja, te damo visiti. Jaz sem vaš kapitan. Dokler jaz povaljujem, bom čakal na najugodnejši trenutek. Razumeni? Kdo pa je to? Nekdo teče proti nam, pa se to ni mogoče. To je Mek je. Ne nori, njega sem pustil na ladji na straži. Kapitan, a tu si? Kakšen pa si, ves mokr? Priplaval sem. Kapitan, zbežali so. Kdo? Oni, nad črtom. Kaj? Napadli so najo, Franka in mene. Joyce je bil izdajalec. Zato se bosta sušila obešena na glavni jamor. In potem? Potem so najo zvezali in so odpeljali z rešilnim čovnom na otok. Komaj sta se rešila, vrvi. Ali sem te zato dal na stražo? Obava ju postranim? Milost, kapitan, milost! Tako bo končal vsak,
Kdor se ne bo pokoraval mojemu ukazu. Kaj je? Komu ni všeč? Je še kdo rad merico svincev trebuh? Poslušajte, zaradi teh dveh tepcev nam je padlo vse v vodo. Kapitan si je svojo bando gotovo zavlekel v utrdbo. Tam so na varnem. Saj poznate to utrdbo. Si kdo od vas je sam pomagal graditi. Toda, poizkusite treba vse. Pripravite orožje. Dož? Da, kapitan. Zdaj 3 može in se z velikim čovnom prepeli na ladjo. Da. Naloži orožje, ki smo ga skrivali v karcera. Zdaj vidite, da je vaš kapitan mislil na vse. Ostali počakajte tu, da se mi nihče nikamor ne gane. Meni pa dajte biro cunjo, da grem k utrdbi pregovarjati. Morda jih pretentam. Kapitan! Kaj je? Ob robu gozda se nekaj premika. Kje? Tam na desni. Za grmojem še. Človek je, maha z belo zastavo. Aha, odposlanec, pregovarjali bi radi. Kaj boste storili? Počakajmo, da vidimo, kaj hočejo. Ahoj! Ne streljajte! Spremite od poslanca! Naj kar pride! Kaj bi radi? Kapitan Silver bi rad govoril z vami. Ne poznam nobenega kapitana Silverja. Silver je zame navaden lopov. Ja, že prav. Torej, kaj bi radi? Kupčijo imam za vas. Kupčijo? Kakšno? Vi nam dajte zaklad, mi pa vam obljubimo, da pridete vsi živi nazaj v Anglijo. Veste kaj, Silver? Hočete, da vam jaz predložim drugo kupčijo? Zakaj pa ne? Jaz sem vedno za kupčije. Če se takoj udate vsi, ki ste se uprli, vam obljubim, da vas dam prav varno ukovati in prepeljati v Anglijo v ječo. Velja? Ne norčujte se, smeh vas bo kmalu minil. Še danes vas dam postreliti vse skupaj. Kar poskusite. Brez skrbi, postrelim vas kot pse. Kapitan, Kaj je, Joyce? v grmovju se nekaj premika. Verjetno so gusari. Na moji strani si pokazal nek človek. Skril si za drevo. Ali bodo napadli? Prav gotovo, v najkrajšem času. So že začeli. Pazite. Dobro merite. Mister Trelawney, doktor, Joyce, ste pripravljeni? Smo. Nehali so. Spoznali so, da zamantratijo naboje. Silver dobro ve, da nam ne morejo do živega. Smo vsi zdravi. Jaz sem. Jaz tudi. Tudi jaz. Potem je vse v redu. Kapitan, poglejte, tam nekdo teče. Kje? Tam čisto z druge strani. Gotovo kakšna zbijača. Doktor, vi ste najboljši strelec. Vzemite ga na muho. Ga že imam. Čudno, kot da se ne bi zavedal, da teče naravno s puškami cevi. Se streljajo nam. Mister Trelawney, ostanite na oni strani, pazite. Morda bodo tam napadli. Res streljajo. Potem je naš prijatelj. Nisem še prepričan. Morda je vse tole zvijača. Ta pa je res pogumen. Kar čez ograjo leze. Hej, ti, stoj! Pregani se! Sicer te ustrelimo! Ne streljajte! Ne streljajte! Vaš prijatelj sem! Ne streljajte! Kapitan, ustrelili ga bodo. Pustite ga noter. Če si prijatelj, odvrzi orožje in pridi v hišo! Nimam orožja! Rešite me! Ne streljajte! Kdo si? Ben Gunn, nesrečni Ben Gunn. Že 3 leta nisem videl žive duše. Saj bi se te vsaka prestrašila takega, kakršen si, da sporasel in v cunjah. Kdo praviš, da si? Ben Gunn, sem mornar. Ladja je odplula in me pustila samega na otoku. Tako. Gospod, imate malo sira in kruha? Samo malo. Že 3 leta živim ob mesu, jagodah in korenincah. Dajte mi košček sira in kruha. Jim, daj mu zaloge. Tukaj imate. Hvala. Sir, kruh. Samo če ni v zvezi z gusarji. Kako bi bil v zvezi z njimi? Na ladji ga ni bilo. In zakaj so potem streljali nam? Prav imate. Pa vse nam bi bilo dobro vedeti, kaj je z njim. Zdaj mi pa lepo povejte, kdo ste in odkot in kaj počnete na tem otoku. Gusar sem bil. Pri Flintu sem služil. Pri Flintu?
Potem poznate Johna Silverja. Seveda ga poznam. Flintov najhujši priganjač je bil. Kaj pa počneš tu na otoku? Zaklad kapitana Flinta sem iskal. Bil sem na njegovi ladji, ko ga je zakopal. 6 možmi je šel na otok, vrnil se je sam, vse je pobil. In zakaj je tebe pustil na otoku? Saj me ni pustil on. Pred 3 leti sem plul tudi mimo z drugo ladjo. Pripovedoval sem mornarjem, da je na otoku Zaklad in smo ga šli iskat. 20 dni smo zaman iskali, našli pa nismo nič. Mislili so, da jih imam za norca. Tega me niso odpustili in so me pustili na otoku. In kako si prišel k nam? Gusarski tabor sem zagledal. Videl sem Silverja, tistega Silverja, ki me je mučil, kjer me je le mogel. Potem sem videl, da so napadli vas, zato sem prišel k vam. Pomagal vam bom. Nič kaj ti ne zaupam. Odkril sem Flintov zaklad. Kaj? Flintov zaklad si našel? Ne laži. Ne lažem. Res sem ga našel. Nam ga pokažeš? Da. Samo vzemite me s seboj z tega prekletega otoka. Nočem biti sam, razumete? Nočem biti sam. Prav. Kapitan, ta človek je lahko naša rešitev. Zato predlagam, da mu godimo. Če mislite, da bo tako prav, doktor, naj bo. Hvala. Imam že načrt. Poslušajte. Šel bom v gusarjem in... Kapitan! Hej. Ujetnika imamo. Ujetnika? Nisem ujetnik. Odposlanec sem. Belo zastavo imam. Že prav, kaj si bom sam presodil. Rad bi na samem govoril s teboj. Prav. George, kar pojdi. Razumem. Torej, kaj bi rad? Zadnjič si nam predlagal kupčija. Z načrtom. Si še vedno za njo? Kaj imaš v mislih? Tisti tvoj predlog, da nas odpeljete nazaj v Anglijo, če vam izročimo zaklad. Seveda. Tu je načrt. Za vraga človek skrito, da nišče ne vidi. Daj mi načrt. Pravi je, Flintov načrt. Seveda. Ali velja dogovor? Velja, seveda velja. Zdaj pa pojdi. Hej, George! Kasujte, kapitan. Odpeljite ga moža kot trdbi. Prosti. Kako? Prost? Ali ne slišiš Sidro Gluko? Prosti. Bi rad, da ti prevrtam lukno v glavo? No, pojdi. Zdaj imam načrt. Zdaj sem na konju. Polovico ljudi lahko pobijem. Deleži bodo večji. Gospodovo porabim za posadko pri povratku. 15 mož na mrtvega moža v zaboju. In polna steklenica roma. John Silver, radi bi govorili s teboj. No, kaj želite, otrocički, a? Tole smo ti prinesli. Tole? Aha, že vidim, črno pismo. Kje pa ste dobili papir za te neumnosti? Ne norčuj se, razvij papir in ga preberi. Mi ni treba, poznam navado. Če hoče moštvo staviti kapitana, mu da črno pismo. Na njem je napisano odstavljen in mrtvaška glava je narisana. No, pa preglejmo. Tisti, ki je to pisal, je bil gotovo vzoren učenec v šoli. Ne norčuj se, Silver. Res ni to resno mislimo. To si ti skuhal, George. Vedno si bil časti hlepno. Nič jaz. Vsi smo sklenili. In če se me gospoda dolži? Takoj ti povem. Prvič, tole vožnjo po zaklad si pošteno zavozil. Drugič, dovolil si, da so sovražniki ušli iz ladje in pometali orožje v morje. Postavil si brez slabo stražo. Dalje. In tretjič, ne igraš pošteno. Zakaj si pustil doktorja, da je učel? To vas tišči, ja. Lepo to, lažite se. Veste, zakaj sem ga pustil? No, zakaj? Zaradi tega. Kaj je to? Zemljevid. Tako je, Flintov načrt sem dobil. No, pokaži ga sem. Poglejte, potem pa še recite, da sem vse skupaj zavozil. Silver ga še nikoli ni zavozil. To si zapomnite. Kdo je zasledil Bila, ki je ukradel ob Flintovi smrti načrt? Kdo je vodil napad na njegovo skrivališče? Kdo vas je spravil na ladjo in otok? Ti. In končno, kdo je odkril načrt? Ti. Silver, ti!
Tako, tako. Kaj pa črno pismo, a? Pusti to, Silver. Na zameri neumnost je bila. In kaj pravi zdaj, George? Kaj ne rečem? Nič. Polomil sem ga. O tem bova še govorila. Zdaj pa na delo! Orodje, pozberaj! Pa zaklet! Mrtvega moža zaboju in polna steklenica ruma. Pijača in hudič sta jih spravila sveta. In polna steklenica ruma. In polna steklenica ruma. Hej, kapitan, bomo še dolgo hodili? Ne, tam na gori je prvi kažipot. Vidiš tisto drevo na samem? Visoko drevo piše v načrtu. Še malo, fantje, še malo. Naprej. So tačni telegrafi. Lažje otresati jezik, kakor pa nositi krampke, ne, George? Ne bodi mevža, naprej, naprej. Težko je, če bi bila vsaj pot, tako pa kar počez po tem kamenju. Kapitan, kapitan, glej, tamle je okostnjak. Okostnjak? To je drugi kažipot. Glejte, okostnjak. Rar je bil. Oblika mu še ni čisto razpadla. Oj, kako čudno leži. Če bi bil tako padel, bi se odkotalil. To je kažipot. Flint ga je moral nalašč tako položiti. Da kaže proti zakladu. Hej, dajmo. Ne bi bil rad v njegovi koži. Ali ne bi malo počili? Seveda. Odpočimo si. Počimo si. Ne bo nič. Naprej k zakladu. Naprej. Jaz se, kapitan. Ukazujem. Malo bomo tam. Ali vidite tista 3 drevesa na jasi? Takoj za njimi je gost. 3 križci na zemljevidu gotovo pomenijo tista drevesa. Tudi na zemljevidu je za njimi označen gost. Naprej, k drevesom. Naprej. po zaklad. Kmalu bomo tam, fantje. Kam pa devjate? Zdaj vidite, da vas ne moram dohiteti. Kaj boš ti zbirgla naprej k zakladu? Naprej po zaklad. Zakladu. Naprej. Kaj pa stojite in zjada tla? Skorajžo, fantje! Komplite! Zaklad je naš! Zaklad je naš! Kaj tako molčite? Poglej, izkobana jama in prazna. Proklito! Jama je že obrazla s travo. Tale luknja je že dalj časa prazna. Le kdo je to lahko storil? Ej, srečne gane! Pripriči ga, ustrelimo! Ste nasedli, kaj? Ste res mislili, da vam bomo dali zaklad? Torej lepo odložite orožje, nobenih neumnosti. Silver, stoji! Tako bo končal vsak, ki se zgane. Odvrzite orožje. No, Bokaj! Fantje, vem, da v duši niste slabi. Vsega je bil kriv tale Silver, hujskač. Zdaj je mrtev. Kdor je pripravljen poslušati spet mene, naj stopi na desno. Veseli me, da ste toliko pametni. Vseeno pa bo bolj varno, da nimate orožja. Kevin Joyce, poberita pištole. Ali nas boste naznanili, ko se vrnemo v Anglijo? Mislim, da vas je končno le pamet srečala in da ne boste počenjali nobenih neumnosti več. Zato bom pozabil na vse. Ste za to? Da. Živo, kapitan! Naj bo. Živo, doktor! Živo, mister Trevni! Kaj pa na ladjo? To smo dobro opravili. Zlati zaklad je na ladji. Lahko odrinemo.
Če bi ne bilo Bena Guna, bi se lahko marsikaj drugače izteklo. In če ne bi bilo doktorja in njegove zvijače z načrtom, ne bi nič opravili. No, to ni bilo nič. Takoj, ko je Ben Gunn povedal, da že sam odkopal zaklad in ga skril v svoji votlini, se mi je samo od sebe usilila misel, da bi dali načrt Silverju in ga tako zvabili v zasedo. Kar je bilo je za nami. Važno je, da smo vsi živi in zdravi. Vsi, razen Silverja. Brez kuharja smo ostali. Nič za to. Ben Gunn bo kot nalaž za to. Kaj pa jaz? Tebe pa povišam iz kuharskega vajenca v kuharskega pomočnika. Si zadovoljen? Da, gospod kapitan. Potem pa dvignimo jadra in domov. Hej! Dvigni sidro! Razvij prednje jadro! Odplujemo!